Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Smo v športnem parku Kidričevo, pred nami pa je prva tekma 6. kroga prve lige Telemach. Aluminij gosti Muro. Aluminij, ki je zaenkrat kar dobro odigral svoje obračune. Znova Kovs, tokrat odlična vizija. Trontelj je prepustil Maroši, to je priložnost, ampak na pravem mestu Pridgar. Dobro pa v obrambi z drsečim štartom Martič, ki je medtem pri posesti, ampak privoščil si je napako. Poglejmo, kaj lahko pripravi Mura, podaja proti Maroši. Ni najbolje odreagiral v obrambi pri Aluminiju. Mislim, da Jagič Pridgar pa je klonil v 17. minuti Mura do vodstva. Tole je bila zdaj izjemna reakcija Kasala, ki jo bomo videli v ponovljenem posnetku. Žoga je tam letela na Marošo. Kasalo pa je odreagiral zares fantastično in prišel do svojega prvega gola v tej sezoni. Roberta Pevnika. Pa zdaj ni slaba podaja priložnosti, kakšna obramba Mihelaka. Odprl tudi Jovanovič, poglejmo, kaj pripravljajo domači. Gorenak proti bližnji vratnici, to ni bilo slabo in prečka. Šabanadžaj in fantastično v golu Pridgar, ki je tule zdaj odvrgel rokavico Mihelaku za tisto obrambo v prvem polčasu gostujočega vratarja. 52. minuta, nova parada za fotografe in za te posnetke, odlično. Jurišič, to ni slaba podaja in Pridgar se je izkazal še z eno obrambo. Zahteval tudi prekršek. Tole je priložnost in odlično Mihelak. Šabanadžaj, krasna finta, Šabanadžaj zdaj pred vrata in rešujejo se pri Aluminiju tudi s pomočjo vratnice. Šabanadžaj, Jagič in Jovičevič. Jagič je izpadel, Šabanadžaj gre v kazenski prostor. Šabanadžaj za las mimo leve vratnice. Takole tekma ni bila tako atraktivna po številu zadetkov danes kot tista proti Olimpiji, ampak drugi polčas je verjetno tisti, na katerem boste gradili. Pa ja, prvi polčas smo bili anemični, ni bilo po dogovoru in moramo pozabiti ta prvi polčas. Tudi iz ene individualne napake smo prejeli zadetek, ni bila to neka akcija Mure, ki čestitam za zmago, za borbo. Sem vedel, da bo Mura trd nasprotnik, da se bo postavila na svoji polovici in tukaj smo prvi polčas bili brez idej. Seveda smo puščali Muri veliko prostora za kontranapade, ampak drugi polčas dinamičen, ustvarjali smo si priložnosti. Že prvi polčas smo zadeli prečko, imeli spriknitev, še eno 100%. Ni bilo, da nismo bili, jaz nimam fantim kaj očitati. Je dinamika drugačna, ni časa za prevajanje, ni časa za počitek, bila je sobota, petek, gremo naprej, gradimo, gremo naprej, ne predajamo se in jaz bi fantim vsem svojim čestitil na borbenosti. Enostavno danes ni bila ta nogometna sreča na naši strani, premalo smo izzvali in če ne dosežeš gola, potem ne moreš tekme zmagati. Danes smo še pa lovili rezultat, imeli priložnosti, nismo dosegli in bom rekel, na koncu zmaga Mure, če ne zadem zadetka zaslužena, nimam pa kaj zameriti svojim fantom. Trenerji, vem, da ne radi izpostavljate posameznike, ampak danes sama Pridgar je verjetno potrebno pohvaliti, kar nekaj bravuroznih obramb je pokazal na današnji tekmi. Pa seveda, mi smo vedeli, on trenira dobro, mi smo vedeli, da je on kvaliteten golman. Kot sem rekel, potem, ko zaostajaš, vse narediš, greš tudi v rizik in samo je 2-3 situacije odlično rešil.
Tako da moramo biti bolj mirni, tudi če zgubljamo, moramo dati glave gor pa začeti igrati, tako da ni ena tekma. Zdaj, kar je najbolj pomembno, da se ekipa dvigne po teh dveh porazih in da gremo v Bravo maksimalno pozitiven in tam iskati ta pozitiven rezultat. Darjan Slavici, iskrene čestitke za zmago. Po tistem porazu v prejšnjem krogu je tale zmaga in pa te 3 točke na težkem gostovanju so verjetno kar dobro dele. Zelo, seveda. Sicer smo šli danes na zmago, absolutno, ampak smo vedeli, da bo težko. Tudi pogoji so bili težki. Sicer smo prej polčas nadzorovali potek igre, ampak ja, nismo mogoče zaključili tam situaciji za 2-0. In ja, drugi polčas pa je trebalo odgarati. In to so fantje tudi danes naredili. Čemu pripisujete kar konkreten padec v sami igri v drugem polčasu vaše ekipe? Te stvari zdaj nekako se ponavljajo, ne vem, verjetno tudi psihološko, ker pritisk je bil pred tekmo, normalno, da si Mura zasluži na lestvici več, to se tudi pričakuje in mogoče je to vplivalo avtomatski, ne taktično, ampak sami so se mogoče igralci malo podzavestno potegnili nazaj. Ampak danes smo, kot rečem, drugi polčas odgarali in obdržali trezno glavo. Pa se celotno dogajanje se pozna pri vas oziroma v garderobi, da ni vse morda tako, kot bi moralo biti, kot je bilo v preteklih letih, ko so tudi navijači včasih nekoliko nezadovoljni, razumljivo, tudi navijači vedno želijo praktično samo zmage. Pa ne, v slačilnici neke te tenzije ni, kako naj povem, čuti se mogoče to, da želijo, ampak jim trenutno ni uspevalo. In to je ta zadeva, ki je treba iti preko malo, se pravi, z drugimi rešitvami. Ne samo nogometne, tu so prioritete, tu se pravi, da skupijo skupaj, da je disciplina, da je red in potem te to nagraditi, kot je tudi danes. Tako da to je neki predpogoj, vse to smo že ponavljali pri Kopru, ampak zdaj je treba, ja, ta nihanja preprečiti. Po tekmi proti Muri z mano Samo Pridgar, vratar Aluminija, samo najprej čestitke za prvo tekmo, ki vam jo je namenil trener v letošnji sezoni, ampak tudi veliko bravuroznih obramb smo videli danes, sicer ni šlo, da bi vaša ekipa zmagala, ampak kljub temu, kako ste vi videli najprej vašo predstavo danes? Tako, prvo hvala za čestitke, hvala tudi treneru za zaupanje. Ja, mislim, da sem dobro izkoristil priložnost, žal pa smo pokazali premalo. Mi smo boljša ekipa, ki lahko igra dosti boljše. Danes žal pač ni bilo prave energije, ampak gremo v naslednjo tekmo po 3 pike. V drugem polčasu ste bili boljši, več ste napadali, imeli več priložnosti. Kje ste videli vi, da je morda malo zmanjkalo, da ni šla žoga v gol? Vidi se nam, da smo še mlada ekipa, malo neizkušena. Mura se je dobro postavila v ta obrambni blok. Malo nam zmanjka res te izkušenosti in malo vtekanja v napadu. Ampak vseeno, drugi polčas smo odigrali boljše kot prvega. Vidi se nam, da smo mlada ekipa, ki ima dosti energije in lahko tudi na tak način nadaljno dobimo kakšne pike. Niko Kasalo, iskrene čestitke za zadetek, ki je bil na koncu odločilni proti Aluminiju. Kako ste morda za začetek doživeli oziroma videli ta gol, dosegli ste ga po kar konkretni napaki domače ekipe? Ja, prvo hvala za čestitke. Seveda super gol, res zelo sem vesel za ta gol, ampak hvala Bogu, da smo zmagali in zgurali to tekmo do konca. V drugem polčasu je nasprotnik kar precej pritisnil, je bilo videti veliko utrujenosti, čutiti veliko utrujenosti pri vas? Ja, težko vreme je bilo, precej vroče, sparno, ampak morali smo zgurati do konca to tekmo, borbena je bila in ja, zmagali smo na koncu. Sedaj vas doma čaka Olimpija, zagotovo zelo zahteven nasprotnik, sicer z malo več tekem kot vi zaradi evropskih tekmovanj. Morda kako se pripraviti na naslednjega nasprotnika? Ja, čim prej se začeti pripravljati na Olimpijo in zmagali bomo samo, če bomo isto borbeni kot tu, ampak najmanj moramo biti borbeni kot tle, pa srce bo zmagalo na tisti tekmi.